srdci, tam gor na planici, pozavi skrbi. Tam gor v srdci ti topli sreči zažari. Pojdi z menoj na višave, pojdi z menoj na gori. Pojdi z menoj na gori, vyklič môj, da živaš lepoto z menoj. Tanko rododendron, rdiče cvete, ena kalička má moje dekle, vinočke so njene, kot samici Jan. S njo sličo srčno rad bi užival vsaki dan. Pojdi z menoj na višave, pojdi z menoj na gori. Pojdi z menoj na gori, diklič môj, da uživaš lepoto z menoj. Planiny rastú, srdci vztrepíče, kozre ich oko, poljubtaj sladakmi, oj diklica ty, kot cvitka nežna ty na prsih zablistí. Pojdi z menoj na višave, pojdi z menoj na gori. Pojdi z menoj na gori, diklič môj, da uživaš lepoto z menoj.
jaz pa še nazaj. Vajti takle. A tole, Janem na vrsto prišla, ne? Jaz sem ga vojtra stano zjel. Ker snimo. Hai daš ne vod poj? Ven, ja. Ja, ne tam naša, ja, pivce pa se semo še ven, sad dele molijo. Kjera radna stran. Na za pivcem od boj stroška. Na trud. To je. Ampak obkoljeni od sovraštva. Na eni strani fašizem, ki ga je izkusil potržaški Slovenec, ko ni imel niti enega in tudi, ko se je moral umakniti pred rojaki, ki so prinašali v ta košček slovenske zemlje komunizem, in se je moral umakniti na sever Italije v Lago di Como. Zopet nazaj v Trst, občine in od leta 1948 župnik slovenske župnije v Bazovici. Slovenstva posod bomo našli Marijine cerkve. Tiste cerkve, kamor se je slovenski človek v najtežjih trenutkih svoje zgodovine mogel k njej zatekati. In kakor smo vsi skupaj na Veliki petek pod križem, kot smo slišali v današnjem evangeliju, postali njeni otroci, tako z vsakim posvečenjem, z vsako molitvijo, z vsako priprošnjo, ko se k njej zatekamo, na poseben način se izročamo njeno varstvo. Gospod Marjan v Bazovici je stavil svoje delo pod varstvo božjega služabnika Antona Martina Slomška. Ustanovil društvo, ki nosi po njemu ime, da bi na ta način ostavil pod varstvo Božje Matere. Tako lahko rečemo, da tudi slovenski duhovniki, naj si bodo doma, tukaj na naši slovenski zemlji, v svoji državi, kako tudi v zamejstvu, morajo stavljati svoje delo pod varstvo Božje Matere Marije. Marija je tista, o kateri je sveti Bernard zapisal, da ni bilo še nikdar slišati, da je bila koga zapustila, ki je pod njeno varstvo pribežal, nje pomoči prosil in se njeni priprošnji priporočal. Toplo se vam zahvaljujem, da ste me povabili na svoj praznik ob Mariji Snežni, da tu, v tem čudovitem kraju, ponovim svojo zlato mašo. Zahvala gre seveda na predvsem Bogu, ki me je poklical v duhovniški stan že 57 let od tega,
in to po posredovanju dobre krščanske družine, zgledu dobrega, ponižnega župnika, ki ni mislil nase, temveč na uboge, na farane in veliko pomagal. Dobrega kateheta, ki je znal lepo vplivati, smo se v naši župniji, v Trstu, župnija Svetega Ivana, smo se odločili Božjemu klicu, smo se odzvali in šli na pot v Jezusovih sodelavcev v Kopru, licej in potem v Gorici bogoslovje. Stopil sem v semenišče, v prvi licej, imel sem 16 let, bilo je leta 1935. leta. Fašisti so zmešali pamet italijanskemu ljudstvu, jih navduševali za vojno v Abisini. Ne morem pozabiti, ko sem šel v Koper na izpite za prvi licej, kot nori kričali, hočemo vojno z Abisinijo. Prepovedali so slovenske šole že leta 1925, ko sem stopil jaz v prvi razred osnovne šole. Nič, niti ne ure nisem bil deležen slovenske šole. Vse v italijanskem jeziku. Spreminjali so nam preimke, v italijanske preimke. Mojemu očetu, Živic, so spremenili v italijanski preimek Viviani. Pritisk je bil zelo hud. Posebno leta 1942, ko je Italija zasedla del Slovenije. Takrat sem jaz postal duhovnik, takrat je bil pritisk še hujši. V župniji, kjer sem sedaj, v Bazovici, je fašistični poveljnik zagrozil župniku, da bo tekla kri, če bo še naprej v cerkvi govoril, molil, pridigal, prepeval v slovenskem jeziku. Na dan moje nove maše, zvečer smo imeli malo gostije v hiši, smo opazili, da je bila vsa naša hiša obkrožena od orožnikov, karabinirjev. In smo jih vprašali, zakaj, kaj delajo tam pri nas. So rekli iskreno, fašisti z tega kraja vam hočejo hišo sežgati, ker ste Slovenci. Škof me je poslal, kot ste že prej slišali, v Istro, v dve slovenski župniji, Sočerga in Moraš. Doživel sem huda leta, 43. padec fašizma, potem kmalu potem prihod Nemcev, ki so v župniji pobili kar v eni noči 60 moških in so prepovedali jih pokopati. Moški so si zbežali, zostal sem sam, dobil sem starega možakarja, 80-letnega, in ga prosil, da mi pomaga. Vpregel je voz, 3 pare volov in smo se mrliče pobrali in jih odnesli na pokopališče, kjer so dobre žene pripravile grob. 1944 so me partizani hoteli odstraniti iz župnije in takrat mi je res grozila smrt. Umakniti sem se moral v severno Italijo, v Como, kjer sem doživel umor Mussolinija v bližnjem mestu Dongo. In tudi po vojni fašisti niso nehali svojega sovražnega dela
proti Slovencem. In tudi zadnje čase vpijejo po mestu, po vaseh. Mene so spravili v številne časopise, ker sem zvonil med njihovim političnem srečanju v vasi. Na Veliki planini je maševal v eni koči, tam začetka, ker ni mogel naprej. Mu je bilo slabo zaradi spremembe zraka, ker je bil več od huda napadanja srce. In tukaj je povesel, maševal in bil ves srečen. Dragi slovenski duhovnik v Trstu, v naši škofiji nas je 25. Polovica je iz Slovenije, Škofje, Kramberger, Šušter, Papirih se zanimajo za nas, da bi ne ostali brez duhovnikov. Žalostno je to, da mi že 28 let nismo imeli, nažalost, nove maše. In zato nam slovenski škofje zelo pomagajo. Trudimo se, da bi naša slovenska manjšina živela v duhu našega velikega dobrotnika Antona Martina Slomška, ki je imel, kot si veste, kot geslo zase in za slovenski narod: vira bodi vam luč, materin jezik pa ključ do edino zveličavne omike. Zaključim to moje dolgo pripovedovanje, oprostite, če sem vas zadržal, v zahvalo dobrim stranjanom, ki so me vedno gostoljubno sprejeli pod vodstvom in vzornega duhovnika, pokojnega Franceta Gačnika. Ne morem pozabiti, ko smo pripeljali naše slovenske otroke iz zamejstva v Postojnsko jamo in smo hoteli plačati stopnino kot drugi slovenski otroci, je rekla blagajničarka: saj vi niste naši, ker smo bili onstran meje. Ko sem prišel prvič v Stranje, je gospod Gačnik rekel: vi ste naši. To je potrdil in ostal vedno zvest tej svoji izjavi. Zato sem njemu iskreno hvaležen, da se je vedno podpiral in zelo rad k nam prihajal, da je vzbujal s lepim petjem, tudi govorimo, večkrat tudi sem ga povabil na predavanja, da je našim ljudem govoril. Torej, hvala njemu, ki je zdaj prijel zelo plačilo pri Bogu, in hvala vam, ki ste se udeležili te lepe svete maše. Razjasnila noč v
v televizijo, gledajte kot Slovenec leta. Vročine so zapešnjavce, hvala. Najbolj po zimi ali poli, najbolj spomladi ali jesen, nam čas je prav sam dragocen. Spomladi nam travca zeleni, poleti pšenica rumeni, jeseni pa grozdje do zori, po zimi pa ni več skrbi. Pa ne umem samo treba za posrediti 50. Drugi pa te pa kam ni videti. Da se v tem naselitev ne del. Ja. Čez glasno si želeti, če glasno bogatstvo je zašli, težave premagaš prav. Res je lepo in slični smo, da se čez leta zabavamo.
Naj bo spomladi ali jesen, nam čas je prav sam dragocen. Res je lepo na svetu živi, posebno čez glas posebno. Prav svita svet, prav svit planet, na svoj vrsti, na svit vrhnja, na svit vrhnja, pa vprašajka. Bravo, veš proč, alo, liska, eno. Ja, ledo vse je, še kupo. Ja, kožo jede, Sremo. Nička je različna svet, pod kalco ima svoj kvartir, pa z repkom mahljava skripti praska, pa vpraša, če jo bez doma. A Janez pa na škol sedi, na zlito puško v rok drži, pa gleda volka, kak sivo rtma, na svojo puško svoj ima. Dajte raj uno, ka špiledo. Kostra brod kamen, sva Smo prehitali, Svetjem je odješ, tako da Najlepša srca je tista, ki me popelje do konca, ki je mamca doma tako nekako. Najlepša je mladost, mladost ne pride več nazaj, zato pa še enkrat. Doma tapir. Najlepša je mladost, mladost.
Domine. Hej, qua te pocore! Viva naš plačova, Ilgišal vsak prvič. Meni Račnik rekel, da to ne smem govoriti. Klanci sami so pijani. Knjigo odlavam mine, Joško, ne tedarce. Joško, en pijanc je hodil po kapel na tlamaš. Koga po kapel? Nadnučov, a veš? Jaz sem pa šla pa ven vse po brazdite pušta. Pa snimaš kuj. A traktor? A ni škoda tiste, to je traka. A te piram te dve? Ne, ne se bo. Ne, piješ pa se sužina.